Kako realna je možnost, da se sistem, ki ga vi predlagate, dejansko uveljavi v Sloveniji? Jaz bi tako rekel, mi ne predlagamo nekega že izdelanega sistema, ampak mi predlagamo v bistvu pot do teh ciljev, ki smo se jih začrtali, se pravi demokratizacije ekonomije in politike, če tako strnem v dva stavka. In zdaj na tej poti, mislim, je tako ogromno nekih malih korakov, ki bodo mogoče nekateri lažji, drugi težji, da pridemo v neko družbo, ki bomo lahko rekli demokratični socializem. Tukaj pa seveda je Slovenija premajhna politična entiteta, da bi se to samo tukaj uveljavljalo, to bo mogel biti globalen proces in zato se tudi povezujemo z različnimi gibanji in strankami iz celega sveta. Kot smo slišali, vaše gibanje se prizadeva predvsem za odpravo kapitalizma in vzpostavitev novega sistema, ki bo prinesel spremembe, pa če mogoče na kratko pišete tiste bistvene, glavne spremembe. Bistvena sprememba je tisto, kar sem jaz na koncu rekel, da splošna demokratizacija družbe na vseh mogočih ravneh. To pomeni, da ne bi imeli potem demokracije samo enkrat na 4 leta, ko volimo ljudi v parlament, pa recimo na županska mesta, ampak da bi imeli stalno demokracijo na vseh družbenih ravneh. To pomeni, da bi imeli demokracijo ne samo v parlamentu, ampak tudi v parlamentu, kot tudi v podjetju. Pa ne samo v podjetju in parlamentu, ampak tudi v banki, na univerzi in tako naprej. V čem se vaša iniciativa razlikuje od teh sistemov socialističnih, ki smo jih že poznali? V bistvu prva razlika je to, da naš socializem stremi k temu, da bo demokratičen. Se pravi, tudi način za doseganje tega socializma je v bistvu demokratizacija družbe in njenih podsistemov. Se pravi, ne bo zapadel neka autokracija, kot so ti stari socializmi zapadli. Druga pomembna zadeva pa je, da imamo neke tehnološke prednosti v oziru na pretekle socializme. Konkretni odgovori, kako ta demokratizacija izgleda, so odvisni od konkretnih vprašanj. Recimo na ravni podjetja seveda rabimo recimo neko hierarhijo in neko delitev dela, še posebej v pogojih recimo nekega kompleksnega gospodarstva. Ampak na ravni podjetja je gotovo lažje opeljati recimo neke institute neposredne demokracije, kot na nacionalni ravni. Tam pa še vseeno rabi nek predstavniški sistem, ampak to ne recimo takšnega, kot ga imamo zdaj, ampak recimo bolj delegatski sistem, pri čemer delegati za razliko od poslancev zastopajo pozicije svojih volivcev, tistih ljudi, ki jih predstavljajo, in te ljudje imajo v primeru, da te njihovi delegati ne izpolnjujejo teh svojih obljub, možnost odpoklicati te delegate in jih zamenjati z novimi.